Lep pozdrav, drage gledalke, spoštovani gledalci, ljubitelji slovenskega nogometa in dobrodošli v naši družbi. Na Planet 2 bomo danes spremljali uvodni obračun drugega kroga Prve lige Telekom Slovenije v novi jubilejni 30. sezoni. Ogrinec išče prostega soigralca, vrača žogo preko Agboja do Žinka. Lep predložek, priložnost za Kidriča. Priložnost za Bravo, streljal je Šego, 4-krat v drugoligaški konkurenci. Zdaj priložnost za Ogrinca, še naprej Ogrinec in gol. Bravo je povedel v 33. minuti po zadetku Sandija Ogrinca. Zasluženo vodstvo domačih. Ja, kar malce se je bal te tekme Borivoje Lučić. Poglejmo zdaj ta protinapad Gorice. Smajlagić je zdaj zadel prečko. Slovenija pa bo tekmovanje začela z domačo tekmo proti Grčiji v četrtek. Na to sledi še obračun z Moldavijo. Zdaj pa prva priložnost za Gorico. Še naprej natančna podaja in brani. Zdaj priložnost za Bravo, ki je povišal na 2-0. Najprej obramba Likerja ob strelu Kidriča. Potem pa je David Brekalo zatresel po odbiti žogi mrežo Gorice. Videli bomo še enkrat v počasnem posnetku. Marinič in Hadžić zdaj. Hadžić je streljal in gol. Znižanje rezultata v spodnji Šiški. Adis Hodžić. In tretji gol v Prvi ligi Telekom Slovenije. Zdaj pa Trontelj lepo do Cancilije, predložek v sredino in gol znova v Ljubljani. Michele Šego je popeljal Bravo v vodstvo s 3-1 po lepi podaji oziroma lepi akciji celotnega moštva. Takole se Bravo je ukradel Gorici žogo in priložnost za protinapad. Nukić odkriva se mu Žugelj. Žugelj ima priložnost za nov gol Brava. Vrnil je žogo in Miha Cancilija je zdaj lepo izkoristil tole podajo. Bravo je še četrtič zatresel mrežo Gorice in Ljubljančani so zdaj bolj kot ne pred izvrsten v obrambi. Kavčič, lepo preigravanje še naprej. Kavčič nevarno je zdaj tam pred golom Vekiča. Hvala za čestitke. Rekel bi, da v prvem mislim, da smo čez celotno srečanje imeli kar neko kontrolo v igri, ne pa popolnoma takšno, kakor se jo mi predstavljamo. Se pravi, da smo mogoče bili malo prepočasni v osvajanju prostora s podajanjem, z vodenjem oziroma premalo direktni, da bi ustvarili še več situacij, da bi njihova obramba pa zvezdna vrsta bolj trpela. Na polčasu smo to popravili, sicer spet prišli ven malo zaspani, preživeli 10-15 minut, slabših 10-15 minut, potem se pa zopet dvignili in hvala Bogu zabili pomembne gole. Pa mi smo po enem letu spet nazaj, v zadnjih 8 meseci nismo odigrali močne tekme, samo 2, tako da se vidi na našem tempu, na našem duelu, da nam manjka taj prvoligaški ritam. Ja mislim, da bomo ulovili to za jedan mesec, da bomo konkurenčni, da bomo dvigli nivo igre i da bomo začeli zbirati točke. Kar se tiče Bravota, moram priznati da su danas bili boljši nasprotnik i da su popolnoma zasluženo zmagali.